vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. Dnevi se v kombiju začenjajo tako različno. Na tej lokaciji smo bili kakšne 4 dni in bila je ful fajn, ker smo bili skoraj večino časa sami. Na tole jutru je Klemen začel v bistvu debate o tem, kaj se dogaja v svetu, tako da smo zajtrk pojeli v tišini, pa v enem takem nezavedanju. Kaj nas čaka? Sicer sem ful hvaležna za vse sončne vzhode, ki si jih greva s piknikom ogledovati, kadar je le priložnost. Piknik tudi rad skače naokrog po skalah. Seveda pa v kombiju pridejo tudi dnevi, kot je bil včerajšnji, ko operemo cunje. Potem na Petrolu čakamo, da se cunje operejo. Piknik tole priden v avtu počaka. Klemen nam je za sladico kupil rogljičke v obliki škratkovih kapic, ki so bile odlične. Na tej bencinski črpalki smo tudi napolnili vodo in medtem ko polnimo vodo, se vedno eden noter tušira in pa obvezno med polnjenjem vode tudi pomijemo vso posodo in vse, kar je potrebno, uredimo, zato da jo potem res čim več damo v vodni tank in da gre čim več vode z nami. Medtem ko smo imeli cunje v sušilcu, smo še pojedli kosilo, ki je bilo vrhunsko. Imeli smo tudi krajši obisk pri mizarju, boste kmalu videli zakaj. Ko greva v trgovino, ponavadi kupva stvari za kakšen teden. V kombiju je vedno tako, da hočeš imeti dosti zalog, da ne rabiš vsak dan v trgovino, hkrati pa ne želiš imeti preveč zalog, ker pa si ful težek in je ta teža čisto nepotrebna. Tako da nekje enkrat na teden greva v trgovino, vmes pa kupva kakšne sveže sadje in zelenjavo. Zvečer smo prišli na tale spot ob taki laguni, piknik je ful užival. In tako se je naš utility dan zaključil. Všeč mi je ta občutek, da sem stopiš iz kombija in si že nekje. Že na neki lokaciji, ki ti je ful všeč. S Klemenom imava tudi dosti različne bioritme in načine, kako preživljava dneve. In je ful pomembno, da ko živiš z nekom v majhnem prostoru, kot je kombi, da se tu spoštuje. Tako da jaz ponavadi vstajam bolj zgodaj, Klemen ima nekako čez čiščenje tal, piknik ima čez lovljenje za žogco, to je bil njegov prvi izmenek tega dneva. Ja, in na ta način se učimo, kako čim bolj kohabitirati. Se mi zdi, da nam gre vsak dan boljše. Ob tejle laguni sva, ne vem, če se prav izražam, sva s piknikom preživela pa še nekaj časa. Ker sem hotela dan začeti bolj easy in ne hiteti, velikokrat, ko imam veliko dela, ful hitim in pol sem samo živčna na koncu dneva. To je bil danes odličen začetek dneva. Ko sem prišla nazaj do kombija, sem videla, da je Klemen že v polni akciji. Namreč tole dilo, ko sva jo en dan prej pri mizarju odrezala, je zdaj zrihtal, da bomo čisto natančno lahko pokrili električni boks, ki ga je uredil in evo, pa še ku v litu. Hvala, Klemen, da si to zrihtal. Poleg tega je Klemen zrihtal še tretje ležišče,
Bova kaj več o tem povedala v kakšnem drugem videu, ampak sva ful navdušena. Kaj je pa s to bageto? Skaj take oblike? Za zajtrk sva si naredila jajčka, malo sva si kruh popekla, en tale avokado sva si narezala, ki je bil perfekten. In potem smo Piči Miško ekipa malčkali obložene kruhke in se pogovarjali. Piknik je pa imel potem še drugi pas izmenek. Kot vidite, je njegovo socialno življenje precej aktivno. Pa smo prišli do zaključka druge zgodbe. Če imate še kakšno vprašanje ali pa kakršenkoli komentar, napišite spodaj. S Klemnom sva vedno vesela, ko preberava kakšen vaš odziv. In seveda, če želite videti še več zgodb in drugih YouTube posnetkov, delite ta video s prijatelji, to nama ful veliko pomeni, pa ne se pozabiti subscribati. Se vidimo kmalu. Čau!